Zdaj, cel čas ste spremljali nekakšne rezultate. Zdaj, rezultatov vsaj preverjene še nimamo, sprejte komentiral. Bi se pa rad na tem mestu zahvalil vsem, ki so danes prišli na volišče. Zahvaljujem se tudi tistim zadaj, ki bodo malo vtegnili, da se slišimo. Skratka, najlepša hvala vsem, ki so danes prišli na volišča. Še posebej iskrena hvala vsem, ki so glasovali za kandidate in kandidate Slovenske demokratske stranke. Slovenska demokratska stranka je edina stranka, ki je za te volitve pripravila predlog ekipe za državni zbor, za vlado, program. Želeli smo, da je ta kampanja tekmovanje programov in kadrovske ponudbe. Žal se je izkazalo drugače. Zadnji teden smo dočekali zlorabo državnih institucij. Podobno se je v Sloveniji pojavila politična policija. Vse to, kar se je dogajalo, bo potrebno v prihodnosti temeljito preiskati. Ne obetamo pa si, da ob rezultatih, ki se obetajo, niso pa niti dokončni, niti preverjeni, da bi se to lahko zgodilo v takšnem času, kot ga Slovenija potrebuje. Vse te volitve so bile tudi referendum o korupciji. Rezultat si lahko razlagate, pač kot hočete. Zagotovo pa v Sloveniji očitno korupcija ni nekaj, kar bi večino volilnega telesa enoglasno obsodila. In dokler se to ne bo zgodilo, bo Slovenija ugrabljena država. In zato, da se iz te ugrabitve rešimo, potrebujemo ustavno večino razuma. Ali obstaja kakšna tanka možnost, da to ustavno večino razuma dobimo že v sklicu parlamenta po teh volitvah? Jaz sicer močno dvomim, ampak zadnje upanje bomo pustili, ko bomo videli, kdo je v ta parlament izvoljen in ali se da okrog tega praviti nek pogovor, brez tega, da bi se takoj začel deliti na naše in vaše. Tako da, spoštovani, trajalo bo še nekaj časa, preden bodo pred nami rezultati volitev. Slovenska demokratska stranka je v današnji dan poskrbela za nadzor na vseh voliščih. Vnašamo rezultate z teh volišč, se bomo podrobneje preverili, tudi vrsta pritožb. Zmanjkalo je ponekod glasovnic, ponekod so se skrinjice odnašale. Imeli smo 24 nezakonitih volišč na predčasnih volitvah. Imamo odločbe močnih volilnih komisij, v katerih piše, da so bila ta volišča nezakonita, pa kljub temu so bile odločbe zavrnjene, tako da imamo veliko dela pred sabo. Slovenija si v tem trenutku zasluži stabilnost. Dvomim, da jo bo dobila po teh rezultatih, ki se tako ali drugače nakazujejo, tudi ko bodo preverjeni in dokončni. Politična stabilnost je tudi predpogoj za gospodarsko stabilnost, tudi tukaj bi potrebovali ustavno večino razuma, za ustavno sidro, za dograditev volilnega sistema. Očitno bo zato treba še malo počakati. Zdaj, da že naprej odgovorim na vprašanje, ali je Slovenska demokratska stranka pripravljena iskati rešitve tudi znotraj situacije, ki se nakazuje. Mi smo bili vedno pripravljeni iskati rešitve v korist države. Tudi takrat, ko smo sestavljali vlado, smo jo vedno sestavljali s tistimi, ki so želeli sodelovati, izključevanje in zavračanje, tako kot do svetu zdaj pač prepuščamo drugim. In upanje za to, da lahko tudi iz te situacije kaj potegnemo, pač še ni umrlo. Dobili bomo rezultate, preverili bomo rezultate, narejene bodo analize in potem bomo videli, sem to že rečeno. To, kar se nakazuje, zaenkrat ne kaže velikega upanja za to, da bo Slovenija v času, ki je nevaren, tako okrog nas, kot smo videli tudi v zadnjem tednu, znotraj nas, znotraj države, da bi dobili neko stabilno vlado, ki bi lahko ostali izzivom.
Spoštovani volivke in volivci, hvala, ker ste danes poskusili. Obžalujem, da verjetno ni uspelo, niti referendum o korupciji ni uspel tako, kot bi si spodobna država zaslužila in so Slovenke in Slovenci, in tudi rezultat ne nakazuje stabilnosti. Tako da je pred nami iskanje rešitev, slejko prej bo do tega prišlo. Slovenska demokratska stranka se je v tej volilni kampanji okrepila za 7-8 tisoč novih članov. Pripravljeni čakamo nove izzive, mi lahko čakamo dvoje, pa da lahko Slovenija čaka. Če se kako vprašanje.